Imate tovorni kombi, katerega največja dovoljena masa je 3225 kg in če vam ne boste vgradili tahografa, vas lahko čez slab mesec, če boste v tujino, čaka kazen. Pripravlja se evropska uredba o tako imenovan paket mobilnosti, kjer naj bi začelo vgrajevati v kombije oziroma v vozila od 2,5 tone do 3,5 tone tahografe za nadzor vozil, v bistvu in voznikov, njihovih aktivnosti. In zakaj je to potrebno? Zaradi tega, ker je vse preveč predolgih voženj, preutrujenosti za volanom, za zmanjševanje tveganja na cestah pa varnosti. Zdaj, če boš mu za lastne potrebe, tega načeloma v Sloveniji ne rabiš, pol je recimo kakšne firme, kot so kakšni gradbinci, serviserji, ki tako svojo lastno robo ali pa recimo, da imamo not material za stranko, tisti ne bo rabo. Okay. Če bo pa komercialno uporabljal, bo pa rabo. Ok, kaj bo se pa zgodilo, če tega ne bo imel? V bistvu je lahko več scenarijev. Nadzorni organ, se pravi policija, inšpektorat, lahko zadevo zelo visoko kaznuje, z zelo visokimi denarnimi kaznimi so nad 1000 evrov. Lahko ti vzamejo še celo licenco ali pa prepovejo vožnjo, nadaljnjo vožnjo. Mislim, da je v zakonu 3800 evrov. Zdaj, kako bojo pa organi na cesti to obravnavali, pa dejansko izrekli globe, bo pa še počakal čas. Z vgradnjo tahografa smo največ dosegli na varnosti v cestnem prometu. To pa je utrujenost voznika, kar je bilo pogosto tudi zaslediti, da so vozniki kombijev vozili neprestano tudi po več kot 12 ur lahko. Sedaj bi mogli upoštevati iste zahteve glede počitka in odmorov kot vozniki pravih tovornih vozil in avtobusov. Vsako vozilo je potrebno najprej pripeljati na pregled, ki običajno traja nekje 15 minut. In v primeru tega Forda, ki je celo priključni hibrid, je potrebno najprej najti prostor za dajalec signala nekje na menjalniku tam spodaj. Če tega ni, je potreben adapter M1N1 in s pomočjo tega potem tahograf pridobi signal o gibanju vozila. Zelo verjetno bodo takšni kombiji v prihodnosti to že imeli vgrajeno ali bodo pa ponujali kot dodatno opremo. Sem našel še tole. Tukaj sicer piše, koliko je največja skupna dovoljena masa, ampak Ford je razmišljal tudi naprej in je tukaj že predvidel prostor za podatke za tahograf. Tako da, evo, so že pripravljeni na prihodnost.